Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Vabim vas k ogledu že 18. oddaje Halo zdravnik, ki jo ustvarjalci televizije NET za vas pripravljamo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Nocoj se bomo dotaknili teme z področja ortopedije. Govorili bomo namreč o minimalno invazivnih posegih za odpravo bolečine v križu. Na pogovor sem povabila pionirja z tega področja, z oddelka za ortopedijo UKC Maribor, docenta dr. Gregorja Rečnika, doktorja medicine, specialista ortopedije. Dober večer. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, da ste se odzvali in predlagam, da za dober uvod za naše gledalce na kratko opišete, kako izgleda naša hrbtenica, kako je sestavljena, kje točno se nahaja, in vesela sem, ker ste seboj prinesli tudi en tak pripomoček, s katerim lahko še bolj natančno orišete situacijo. Mislim, da bo vašim gledalcem lažje razumeti, če imamo nekaj za pogledati. Sprej, hrbtenica je ena taka dolga kost, ki je v bistvu sestavljena iz večjih kosti. Zgoraj je 7 vratnih vretenc, sledi 12 prsnih vretenc in spodaj je potem 5 ledvenih vretenc. Medtem ko v spodnjem delu so križna vretenca združena v križnico in še tukaj ena mala trtica. Sama hrbtenica je sestavljena izmenjujoče iz vretenc in medvretenčnih ploščic, ki si sledijo v enakomernem zaporedju, praktično od lobanje pa do medenice. V zadnjem delu same hrbtenice potekajo pa živčne strukture, se pravi hrbtenjača, korenine živcev, ki dejansko pomembno vplivajo na naše gibanje, oživčujejo praktično celotne mišiče v telesu in brez njih praktično ne moremo živeti. Tako, katere pomembne naloge pa vse opravlja naša hrbtenica? Kaj nosi? V prvi vrsti je hrbtenica glavno ogrodje telesu, nekako združuje zgornji del telesa in spodnji del telesa. Pri tem pa seveda omogoča neki steber za prenos vseh živčnih impulzov za, kot že rečeno, funkcijo celotnega telesa. Torej, že prej ste zelo nazorno pokazali, kako je hrbtenica razdeljena na trtico, križnico ter ledvena, prsna in vratna vretenca. Ali bi lahko rekli, kateri izmed teh predelov hrbtenice pa je nekako najbolj občutljiv in morda tudi dovzeten za poškodbe, bolezni, in zakaj je temu tako? Nekako lahko rečemo, da tisti deli hrbtenice, ki so bolj fiksni, so manj občutljivi. Sprej, križnica, ki se nahaja tukaj spodaj in se dejansko nič ne premika, ali pa trtica nekako sta manj občutljiva. Trtica je občutljiva predvsem pri kakšnih pacih na ta zadnjo. Potem je ta prsni del hrbtenice, ki je nekoliko bolj občutljiv, vendar je v prsnem delu hrbtenica ojačana z rebri. Sprej, prsni koš na nek način razbremeni sam torakalni del hrbtenice. Naslednja po vrsti je vratni del hrbtenice, ki je predvsem občutljiv zato, ker so tukaj prisotni veliki gibi. Veliko je danes prisilne drže za računalnikom, v službi in veliko obremenitev se potem prenaša zadaj v predel teh fasetnih sklepov z posledično kroničnimi bolečinami. Najbolj je pa dejansko obremenjena ta ledvena hrbtenica, predvsem zato, ker v tem predelu se nosi praktično celotna teža telesa, ob tem, da vsi gibi navspred, na stran dejansko se opravljajo tudi v tem delu hrbtenice. Poleg tega pa ledveni del hrbtenice ni ojačan z nekim prsnim košem, ampak je to pomembna samo dobra mišična struktura, ki pa v današnjem času pri večini ljudi tudi peša. Morda samo še beseda o ukrivljenosti hrbtenice. Na tej maketi predvidevam, da je pravilna. Ja, smo srečni, je pravilna. Se pravi, hrbtenica je dvojno estasto zavita, v tem vratnem delu, cervikalnem, se pravi, gre krivina nekako takole, v prsnem delu zavije nazaj notri, potem v ledvenem dejansko se zopet izboči navzad in potem v križničnem delu zopet imamo eno takole konveksno krivino. Tako da je dobro imeti takšno obliko. To je dejansko, kar se hrbtenice tiče, precej zdrav pacient. Tako, mene pa zanima, kje vse se lahko skrivajo vzroki za nastanek hrbteničnih bolezni? Vzroki za obolenje hrbtenice so številni. Najpogosteje se mi spopadamo z tako imenovanimi mehanskimi vzroki,
ki okvarijo hrbtenico do te mere, da dejansko poiščejo ljudje pomoč pri nas zaradi bolečin. Potem so pa tu še drugi vzroki, ki so lahko neurogeni, se pravi posledica draženja teh živčnih struktur v predelu hrbtenice ali korenin živcev ali duralne vreče ali hrbtenjače. Vnetni vzroki, s katerimi se nekoliko bolj ukvarjajo revmatologi, gre za vnetna dogajanja na predelu hrbtenice v smislu nekega ankilozantnega spondilitisa, psoriatičnega artritisa, ki dejansko pripelje paciente tudi k nam velikokrat, vendar dejansko se potem zdravijo z biološkimi zdravili na oddelku za revmatologijo. Ena pomembna skupina so pa tudi nekaj večjim patološki vzroki. To so pa tiste težave, ki dejansko spremenijo strukturo same kosti, samih vretenc. V zadnjem času, se pravi, vedno več je tako imenovanih metastatskih obolenj hrbtenice. Preživetje z rakom je seveda čedalje daljše in vedno več pacientov se pojavlja dejansko tudi z zasevki v hrbtenici, ki povzročajo bolečine. Potem so pa še določene bolečine v hrbtenici, ki pa dejansko niso povezane s samo hrbtenico. Naprimer, smo že imeli primer, ko je prišel pacient z bolečino v križu, pa smo ugotovili, da ima naprimer karcinom ledvice ali pa ledvične kamne, ali pa recimo včasih se pojavi tudi pri aneurizmi abdominalne aorte bolečina v križu. Tako da je včasih klinična slika zelo pestra. Od vzrokov pa k samim boleznim bi lahko izpostavili tiste bolezne hrbtenice, ki so nekako najpogostejše v vaših ambulantah pa na vašem oddelku? Najpogostejša bolezen danes hrbtenice se okvara medvretenčne ploščice. Praktično vsi ljudje nekje po 40 letu imajo določeno stopnjo te okvare, vendar ni vedno simptomatska. Hkrati ob tem pride pogosto tudi do dodatne obremenitve zadaj tehle fasetnih sklepov, ki so ponavadi potem tudi palpatorno občutljivi. Če gre bolezen še naprej, se pravi, če je mehanska nestabilnost prisotna dlje časa, se pojavijo izrastki, lahko vrtence zdrsne naprej. Imamo eno kaskado dogodkov, ki potem zahteva spremljanje in ukrepanje, če je potrebno. Seveda pa, ko sem že prej omenil tiste vzroke, tisti vzroki so pa tisti, ki jih moramo pravi čas zaznati, da jih lahko tudi ustrezno in pravočasno zdravimo. Če pa seveda tiste vzroke izločimo, pa se lahko posvetimo tem degenerativnim obolenjem, ki so pa danes v ospredju. In so verjetno značilni predvsem za starejšo populacijo? Tako je, za starejšo, ampak ne toliko več po 70. letu, ampak kar po 40. letu se pojavlja vedno več pacientov z nekimi kroničnimi bolečinami v hrbtenici. Obstajata dve skupini pacientov. Eni pacienti so tisti, ki so zelo neaktivni in imajo precej hude bolečine, pa dejansko na nekih slikovnih preiskavah ni videti nekih sprememb velikih. Potem imamo pa drugo skupino ljudi, ki pa lahko da so zelo aktivni, mogoče kakšni športniki, recimo močni rekreativni športniki, pa bivši profesionalni, ki so pa v življenju zelo obremenjevali hrbtenico in imajo že kar napredovale degenerativne spremembe. Tako da pač po vsaki skupini nekako drugače pristopamo. Tako da potem takem predvidevam, da bi tudi vi našim gledalcem in gledalkam priporočali eno srednjo pot aktivnosti. Tako. Nobena skrajnost verjetno ni dobra. Absolutno. Absolutno se strinjam. In če omeniva še bolezni, ki jih nekako poznate in s katerimi se ortopedi srečujete danes, z boleznimi iz preteklih let, kaj bi lahko rekli? Ali bolezni hrbtenice nekako ostajajo enake, podobne ali se skozi čas spreminjajo? Morda je tudi sodoben način življenja naredil kaj novega na tem področju? Tako, same bolezni hrbtenice ostajajo v grobem enake. Nekakšna prezentacija ljudi, ki pa prihajajo s temi simptomi, pa je drugačna. 50 let nazaj so bili večinoma ljudje z bolečinami v hrbtenici težki fizični delavci, ki so veliko dvigovali, veliko časa prebili zunaj, veliko delali v proizvodnji. Danes pa dejansko prevladuje že ena populacija ljudi, ki pa imajo pretežno sedeče delo. So dejansko premalo rekreativni, premalo krepijo same trebušne in hrbtne mišice in se zato začnejo pojavljati te bolečine. Še vedno je bolečina v križu nekje na drugem mestu kot vzrok za pogostnost pri obisku družinskega zdravnika. Tako da mislim, da se to hitro ne bo spremenilo. Katere preiskave in diagnostični postopki pa so vam v pomoč pri natančnem določanju bolezni hrbtenice? Kateri so tisti najpogostejši? Vsekakor še vedno ostaja nek način zlati standard,
navadna rentgenska slika v 2 projekcijah. Na ta način se izključi tumor, zlom, tudi neko napredovalo vnetje, zdrž vretenca, neke tiste najbolj nevarne zadeve. Je pa res, da velikokrat nam ta navadna rentgenska slika ne pove kaj dosti o težavah, ki jih ima pacient, in kadar se te težave se ne pomirijo po nekaj tednih, tudi kadar fizikalna terapija ni uspešna, se lotimo na nek način naslednje stopnje. Včasih se je veliko uporabljala v tem oziru računalniška tomografija, CT, ki je danes praktično več v sodobni hrbtenični kirurgiji ne uporabljamo. Magnetna resonanca je tista metoda izbora, brez katere praktično ne moremo več obratovati. Pokaže nam v bistvu vse, kar rabimo vedeti, pokaže nam samo strukturo kosti, vretenc, položaj korenine živcev, duralne vreče, lahko razmeji med tumorjem, vnetjem, ker je pač to globinsko slikanje in je v bistvu nepogrešljiv pripomoček dandanes. V poštev pride tudi še velikokrat scintigrafija skeleta, kadar so težavne nespecifične, če pri zadetih več nivojev hkrati, naprimer pri zlomih vretenc, pa se je težko odločiti, kateri zlom je bil že pred leti, kateri je sveži. Nam scintigrafija včasih pri tem pomaga, tudi lahko tisto vretence potem na nek način oskrbimo. Tako da je na voljo kar nekaj diagnostičnih postopkov, ki so vam v pomoč pri natančnem diagnosticiranju. In prav natančno diagnosticiranje potem predvidevam, da pelje k izboru načina zdravljenja. Kaj ponuja sodobna medicina? Ja, glede na to, da je bolečina v križu zelo pogost simptom, se pravi, tudi je zelo veliko možnosti zdravljenja. In kar se tiče sodobne medicine, in kar se tiče tudi komplementarnih na nek način metod, ki pa niso vse za zavreči. Dejansko nekatere metode tudi nam olajšajo delo, z namenom, da olajšajo težave. V prvi vrsti dejansko se neke težave s hrbtenico zdravijo konzervativno. Se pravi, z ustrezno fizikalno terapijo, z zdravili proti bolečinam, z kakšnimi blokadami, lahko akupunkturo, akupresuro. Dejansko en cikel vseh teh metod, ki so na voljo. Kadar pa sama fizikalna terapija ni uspešna, kadar se doza zdravil proti bolečinam na nek način neustavljivo veča, pa seveda začnemo razmišljati tudi o nekem trajni rešitvi v smislu operativnega posega. Na podlagi česa pa se potem specialisti odločite, kaj vse upoštevate? Predvidevam, da čas trajanja bolečin oziroma ali pomaga medikamentna terapija ali ne, ali je pomembna tudi starost bolnika? Pri odločanju o načinu zdravljenja je pomeni več stvari. Absolutno pomeni starost bolnika. Pri mlajših smo nekoliko bolj restriktivni, se ne odločimo mogoče z neki velik poseg tako hitro, ker tudi vemo, da večji posegi z večnivojskimi zatrditvami s časoma privedejo do okvare sosednjih nivojev in dejansko se začne kaskada, ki se pri mladih pacientih potem vleče v nedogled. Pri recimo starejših pacientih, ki pa recimo enostavno ne zmorejo več niti hoditi, je ta odločitev bistveno lažja, ker vemo, da mu moramo nuditi na nek način 10 let kvalitetnega življenja in je to dejansko, s tem smo potem zadovoljni. Se pa potem pri starejših pojavlja vprašanje kvalitete kosti. Starejši velikokrat imajo osteoporozo, ki pa na nek način omejuje sam izbor naših operativnih tehnik, tako da takrat pa zopet se moramo ustrezno prilagoditi. Tako da je potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov. Tako. Kako pa je kaj v praksi? Ali se vaši bolniki s priporočenimi načini zdravljenja, ki jih ortopedi ponujate, v večini strinjajo ali imajo pomisleke, strahove? V mislih imam predvsem kirurško zdravljenje. Se tega bojijo, skušajo prej vendarle poizkusiti vse ostalo? Pacienti so zelo različni. Imamo paciente, ki dejansko insistirajo na operativnem zdravljenju in ki jih je težko prepričati, da z operacijo ne bomo dosegli nobenega izboljšanja in so včasih malo razočarani, da tega ne ponudimo. Po drugi strani so pa pacienti, ki imajo res nekaj jasni morfološki substrat za operacijo, ko jim razložimo, da enostavno ne bo boljše v naslednjih mesecih, letih, ampak se ostane samo slabšalo. Danes je bila ena gospa, prehodi 50 metrov, komaj da, eno res huda utisnitev hrbteničnega kanala, ampak ona je priori odločena, da ona se ne bi želela dati operirati. Seveda to je njena absolutna pravica, ampak naša dolžnost pa je, da jo opozorimo, da to v naslednjih mesecih, letih bo vodilo verjetno v
nek način padanje stopal v neko sedeč položaj, da v bistvu ne bo mogla sploh ne več hoditi, in če se to začne pojavljati, da takrat pa enostavno bo postala stvar nujna in da čim prej pride nazaj. Veliko je odvisno, koliko pacienti dobijo informacije od drugih pacientov. Največ pozitivnih odzivov na operacijo je takrat, ko pacient pride, jaz se strinjam z operacijo, zato ker poznam nekoga, ki je bil operiran, pa je zadovoljen. Ne. Če pa bi ta pacient poznal nekoga drugega, ki ne bi bil zadovoljen, bil pa zelo skeptičen do vsega. Ne. Naša naloga je bolj, da se držimo tistih jasnih strokovnih smernic, doktrine, da to pacient tudi predstavimo kot eno možnost. Jaz recimo nikoli ne predstavim operacije kot možnosti, če mislim, da to ne bo pomagalo. Ne. Recimo imam več težav s tem, ker vedno me razlagam, da operacija ne bo odnesla vseh težav, ki jih pacienti imajo. Ne. Ja, prav na tem mestu pa je potrebno omeniti tudi prednost vseh minimalno invazivnih posegov, ki so na voljo. Če lahko za trenutek pokomentirate, kaj pravzaprav tako nasplošno označuje besedna zveza minimalno invazivni poseg, kakšne so njegove prednosti? Klasični operativni posegi potekajo nekako na tak način, da se v srednjem delu naredi en kožni rez, ter se potem mišice odmakne od sredine nekje na vsako stran 3-4 cm. Potem se naredi ali zatrditev, ali sprostitev živcev, ali odstranitev hernije, karkoli, ali se nastavijo vijaki. In seveda poseg je dobro izveden, vendar v tem delu, kjer so bile mišice odmaknjene, na način tudi poškodovane, se to področje zaceli za neko brazgotino. Mogoče bomo kako besedo še rekli potem kasneje, ampak mišice so predvsem v ledvenem delu so zelo pomemben sestavni del naše drže in tudi funkcije, na koncu pa tudi bolečin. Pri minimalno invazivnih metodah te so pa namenjene temu, da ne pride do poškodbe mišic. Spravi, obstajajo različni pristopi, ali od spredaj, ali od strani, ali nekako polstransko, z namenom, da se najprej določi točno mesto, kjer moramo iti, z eno tako tanko iglo, potem pa se z takimi sekvenčnimi dilatatorji, se pravi z takimi tubuli počasi razširi to odprtino, da se dejansko mišica samo razpre, brez da bi se kjerkoli poškodovala. In potem v bistvu skozi neko tako odprtino naredimo isti operativni poseg, kot bi ga naredili recimo v tisti klasični način. Ne. In to je potem tista prednost, predvsem kar se tiče zgodnjega pooperativnega obdobja, bolečine bistveno manj, zato ker so tudi mišice niso poškodovane, pacienti hitreje rehabilitirajo, prej zapustijo bolnišnico, manjšo imajo porabo analgetikov, pa tudi dolgoročno se zdaj kaže določene razlike. Še pa prve študije kažejo nekaj po enem letu, dejansko ni neke velike razlike, vendar potem po 5-8 letih se pa kaže, da dejansko nastopi spet razlika med skupino, ki je bila operirana na neki odprti način, in tisto, ki je bila operirana na minimalno invazivni način. In dovolite, da na tem mestu poudarim, da ste prav na vašem oddelku pred 5 leti prvi v Sloveniji začeli izvajati minimalno invazivne zatrditve ledvene hrbtenice. Drži? Drži. Ja, in to je zagotovo bila zelo velika prelomnica in uspeh za vas in vaše kolege, pa ne nazadnje tudi za vse vaše bolnike. Kako ste sploh prišli na idejo, kaj vas je spodbudilo k temu, da bi začeli opravljati te minimalno invazivne posege? Že tekom moje specializacije. Dejansko jaz občasno, ko smo bili pri teh večjih operacijah, sem se spraševal, če je res potrebno, zato da sploh prideš do hrbtenice, narediti eno tako veliko poškodbo tega tkiva okoli same hrbtenice. In dejansko so takrat že prihajali na tržišče različni tehnični pripomočki, ker so se očitno tudi ljudje že pred mano o tem veliko spraševali in je imela industrija že na dlani nekatere rešitve. In meni se je tako zdela to stvar zelo fina, zelo koristna, zelo učinkovita, predvsem za paciente. Dejansko smo imeli takrat srečo, ko smo začeli s tem, smo imeli eno veliko podporo tudi vodstva UKC, da smo dejansko pričeli z prvimi temi posegi, ki na začetku seveda niso najbolj enostavni, preden se človek ujame v tej določeni drugi anatomiji. Pri operaciji seveda nujno uporabljati operativni mikroskop, potrebna je dodatna tehnična oprema, ampak v roku leta dni smo nekako to rutinsko uvedli v našo vsakodnevno prakso. Kasneje so tudi v bistvu te posege pričeli delati v
Valdoltri, ortopedski bolnišnici Valdoltra, tudi splošni bolnišnici Celje opravljajo te posege, seveda pri izbrani skupini bolnikov. Pa se morda še spomnite občutkov ob prvi tovrstni operaciji. Ste imeli kaj treme? Ne bi toliko rekel, da je bila trema, bilo bolj vznemirjenje, v smislu upamo, da bo šlo vse v redu, ampak smo bili pa kar vsi zelo željni oziroma v pričakovanju, kaj nam bo uspelo na nek način. Bom rekel, da bi še enkrat naredil isto, če bi lahko. In vsekakor verjamem, da je temu sledilo izjemno veselje in zadoščenje po uspeli operaciji. Kakšni so bili kaj odzivi vaše okolice? Načeloma okolica to zelo dobro sprejela. Ena iz naših pacientk je tudi bila, ki je tudi v tistem času ravno nekje po televiziji nastopala in še danes v bistvu delam vsakodnevno z njo. Nekako se je stvar prijela, tudi zdaj že drugi kolegi na oddelku so tudi že te posege delali. Je pa potem bilo treba mogoče malo previdnosti, ker enkrat so ljudje začutili, kot da bi vsako stvar na nek način se lahko tako rešilo, pa žal ne gre čisto tako. Določenih patologij ne moreš rešiti tak način in absolutno je klasični način operacije ni se še vedno zlati standard. Tako, nocoj torej v naši oddaji Halo zdravnik govorimo o minimalno invazivnih posegih za odpravo bolečine v križu. Vi, če imate na to temo kakšno vprašanje, pa nas lahko pokličete kar v živo v naš studio na telefonsko številko 02 620 3737. Zdaj imate edinstveno priložnost, da zastavite kakšno vprašanje in dobite odgovor kar na domačem naslanjaču. Midva pa, če nadaljujeva z najinim pogovorom, pravkar ste omenili, da vendarle vsi kandidati oziroma vse bolezni niso primerne za minimalno invazivne posege. Bi lahko morda vseeno nekako opredelili, kateri pa so tisti kandidati oziroma diagnoze, ki so primerni? Torej, bolečina v križu sama po sebi, ki izpolnjuje določene kriterije po sami magnetni resonanci, tudi po anamnezi, kjer pa ni prisotnih takšnih sprememb v tem srednjem delu hrbtenice, so dejansko vsi primerni kandidati. Težava je v tem, da danes se srečujemo s pacienti, ki imajo ogromno obrabnih sprememb v srednjem delu hrbtenice z precejšnjo utesnitvijo in v teh primerih dejansko se tisti učinek minimalno invazivnega posega izgubi. Zakaj je tako? Dejansko mi, če opravljamo recimo minimalno invazivno zatrditev, pristopamo nekako nekaj centimetrov od sredine in gremo po strani proti hrbtenici. Spravi, vstopimo tukaj nekje v hrbtenico, pri čemer pa poskušamo čim manj poškodovati ta srednji del hrbtenice, ki prav tako še dodatno stabilizira hrbtenico. Spravi, vse te obolenja medvretenčne ploščice, razne herniacije, ki potrebujejo zatrditev, razne utesnitve samega nevroforamna oziroma izstopišča živca so tudi primerne za tovrstne posege, pa tudi zdrsi samih vretenc, recimo včasih se zdrsne vretence naprej, nekje prve pa do druge stopnje je prav tako primerno. Tako. Mi pa že imamo prvi telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jaz oba dva v studiu lepo pozdravljam. Jaz imam pa na hrbtenici lumbago in 2011 se mi je en vretenc v hrbtenici zlomil, ker sem padla, ker imam obe noge fejs poškodovane, da bi morajo nove sklepe zamenjati in sem stopila na en olupe, ko sem bila v zdravilišču in sem padla na križ dol in se mi je en vretenc zlomil. Zdaj imam pa zato, pa tudi vratno hrbtenico se mi živc včasih ukleši, da se sploh ne morem premakniti. Zdaj imam pa tak problem, vam povem, da že en teden, 14 dni, že moram reči, ne morem sploh hoditi, tak me boli spet, pa take bolečine imam, da se komi premikam in ne vem, kaj bi naredila. Ker svojih zdravnikov nimamo, to nam kar naprej zdravnike menjujejo, pa to, a vete, teda dvakrat so me lansko leto na urgencu prali, so rekli, če bi 20 minut pozneje prišla, me več ne bi bilo, ker tudi prekrvavitev imam zelo slabo, tako da sem zelo bolana, sem sicer invalid prve kategorije, tako da bi prosila zdravnika, če bi mi lahko svetoval, kaj bi mi najbolj pomagal, da me malo manj začne to boleti, ker jaz tramal uživam, a vete. Zdaj mi pomaga že 80 kapljic, moram tramala vzeti, da mi sploh kaj pomaga, vete, tako da sem zelo boga. Pa vete, da se doktor to ve, da to je kar taka doza krepka, da mi komi pomaga. Tako, hvala lepa za vaš klic. Bi lahko kaj pokomentirali?
Ja, glede na to, da je gospa že utrpela en zlom vretenca, da zdaj tale bolečina, koliko je rekla, traja nekje 14 dni, ni izključeno, da je prišlo do kakšnega novega zloma vretenc. Če ima gospa osteoporozo, vsekakor to zelo verjetno. V tem primeru bi bilo smiselno opraviti rentgenske slike, da se to potrdi. Kar se tiče pa bolečin, ki gospa ima, so pa dejansko tista rak rana našega sistema, ker dejansko ne moremo oskrbeti vseh pacientov z bolečino v tistem trenutku, ko si oni to želijo. Lahko, da bo pri gospe potrebno neka dodatna diagnostika, tudi mogoče operativni poseg, vendar na nek način poskušamo to obravnavati stopenjsko. V prvi vrsti, če gospa jemlje tramal, tramal je za hude bolečine dobro zdravilo, ni pa edino. Obstajajo tudi močnejša zdravila za akutno bolečino, ki seveda jih njen zdravnik lahko predpiše. Ni mi zdaj bilo čisto jasno, kaj gospa nima družinskega zdravnika. Verjetno bi tudi v njegovi ordinaciji lahko dobila pomoč za svoje težave. Tako, nekako se predvideva, da pacienti znotraj 4 tednov po neki akutni bolečini v križu spadajo v ambulanto družinskega zdravnika, ki imajo tudi, so opremljeni z vsem znanjem, da dejansko te bolečine obravnavajo. Kadar so te bolečine prehude ali pa bolečina traja več kot 4 tedne, pa jih potem tudi ustrezno napotijo k nam. Hvala lepa za vaš odgovor. Prej sva govorila o primernih kandidatih za minimalno invazivne posege na hrbtenici. Zdaj me pa zanima, če bi nam lahko malce opisali oziroma orisali, kako izgleda izvedba takšnega posega in kako dolgo približno traja. Prav, takšen poseg načeloma traja nekje uro pa pol, lahko tudi malo manj, tudi 2 uri ga že naredi, lahko tudi malo več, lahko tudi 2 uri, odvisno s kakšnimi težavami se srečujemo in dejansko koliko patologije treba razrešiti. Dejansko nekako izgleda takole, naredimo nekje 4 centimetrski rez, nekje 3 centimetre od sredine same hrbtenice in potem z eno iglo določimo točno mesto, kjer se nahaja medvretenčna ploščica, to seveda kontroliramo z rentgenskim ojačevalcem, potem pa dejansko z temi tubuli počasi razpiramo tkivo, dokler ni nekako odprtina velika nekje 2-3 centimetre. Pri tem seveda mišice se enakomerno odmikajo, potem dejansko, da pridemo do same ploščice, moramo en del kosti tule spodaj odbiti, dejansko, da si ustvarimo dovolj prostora, odmaknemo tale živec, ki je tule lepo viden, in vstopimo v samo medvretenčno ploščico, ki jo izpraznimo. To kost, ki smo jo pridobili tule, ko smo jo odbili, jo pripravimo, jo vložimo v sam medvretenčni prostor, ker bo služila kasneje k zatrditvi temu delu hrbtenice in stavimo skozi isto odprtino eno kletko iz umetnega materiala. Lahko je to ena oblika plastike, lahko je ena oblika kovine, zelo odvisno. In ko s tem končamo, spravi, vzamemo ven vse te tubule in potem perkutano nastavimo še vijake, to pa v bistvu podobno z eno iglo, zopet z samimi tubuli, vstopimo v samo vrtence, skozi pedikl, zgoraj, spodaj in potem v bistvu eno palco perkutano uvedemo notri v oba vijaka, to stisnemo nekoliko, da se ta kletka notri nek način čvrsto prime in v bistvu zavijačimo do konca, ponovimo to še na drugi strani in poseg je zaključen. Wow, res ste pravi strokovnjaki. Zdaj pa je čas, da sprejmemo še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Kličem iz Kranja Alenka, pa bi rada gospoda doktorja nekaj vprašala. Jaz sem bila pred 15 leti operirana spinalni kanal, pa imam zatrjeno, mislim L3, L4, sedaj se mi je pa to vse ponovilo in bi naj to pobrali, to titanokovino pa šraufe 4, imam pa en šrauf zlomljen in čakam na operacijo, ker imam zelo hude bolečine, že čakam zdaj več kot pol leta. Pa sem zdravnika ortopeda vprašala, kaj bo naredil dotičnega, ki bi me operiral, pa nisem dobila nobenega odgovora, razen to, da je treba to vse ven pobrati in vse na novo. Pa me zanima, jaz sem imela še takrat operacijo, kjer so me operirali tudi medenico, da so ti postruški prišli na to titanikovino, pa gips, pa me zanima, kaj se zdaj to bo delalo, mislim, zdaj sigurno nekaj novega. Jaz od zdravnika nisem dobila odgovora,
ker me po magnetni resonanci ni poklical. Čakam zdaj na operacijo, ker je zelo dolga čakalna doba in bi lepo prosila, če mi lahko poveste, koliko je to riskirana operacija, ker me skrbi. Lepo prosim. Tako, hvala za vaš klic. Ja. Gospod, mogoče bilo dobro še izvedeti, ali je bila to poškodba takrat, ali je bila dejansko neka obraba? Neč poškodba, Ni bilo to poškodbe? mi je prišlo, stara sem bila 60 let, Dobro. ko so mi to naredili, zdaj sem stara 74 let In in kaj se imam je, res zelo, zelo hude vsakodnevne bolečine. zanima me, kaj se je ponovilo? Bolečina ali? Ponovila se je, bolečina je zdaj, izgleda, da je šla zatrditev, ali kako bi rekla, zdaj ne vem, to je zamašitev tega spinalnega kanala, ne, da je šlo naprej. Na istem nivoju ali na kakem drugem Na nivoju? istem naprej je napredovalo, zato pa mi je rekel, da je to treba vse ven pobrati in vse na novo. Okay. Poskušam razumeti, ampak brez kakršnih slik pa druge neke dokumentacije, to nekako težko. Težko podate natančno odgovore, res je. Se pravi, ko naredimo zatrditev hrbtenice, moramo dati notri vijake. Se pravi, vijaki so tisti, ki držijo nekako, se pravi, če gospe pokažemo, ne, to sta recimo tretje, to je pa četrto ledveno vrtence, tu je ona imela zatrditev, ima vijak tu, tu, tu in tu. In ti vijaki so namenjeni temu, da začasno učvrstijo ta segment v celoti. Ampak poudarek je na začasno. Začasno do takrat, dokler kost ne preraste med tem in tem vrtencem. Ali tukaj zadaj, ali tukaj spredaj. Ko kost enkrat preraste, bi lahko vijake mirno odstranili in ne bilo nobenih težav, ker več ni stimulusa za gibanje. Včasih se ti vijaki predtem zlomijo. Kadar se zlomijo, obstaja, kljub temu, da je bila narejena zatrditev, še eno določeni premiki. In ti premiki med tema dvema vrtencema lahko povzročajo, da se znova začnejo tvoriti eni izrastki v zadnjem delu hrbtenice, ki ponovno pričnejo utesnjevati same korenine živcev z ponovnim pojavom bolečin. To je, mislim, najbližja razlaga tega, kar se bo naredilo. Najverjetneje se bodo ti vijaki odstranili, se bodo dali notri novi, ponovno se bo sprostilo sam spinalni kanal. Če ni že bilo pred 15 leti vprašanje, ampak danes dejansko vedno učvrstimo obe vrtenci v samem medvrtenčnem prostoru. Se pravi, odstranimo tole medvrtenčno ploščico in damo notri kost. Včasih tega niso toliko delali. Predvidevam, da gospa pred 15 leti ni imela interkorporalne spondilodeze, mi temu rečemo. In vsekakor, glede na to, da je revizijski poseg, bi bilo treba narediti, se pravi, z kletko in z kostjo v sam medvrtenčni prostor, kar tudi neko primarno stabilnost nudi in nekako bolj zanesljivo. Gospa je vprašala tudi nekaj v smislu tveganja. Je ta operacija varna? Vsaka operacija na hrbtenici je na nek način tvegana. Jaz dejansko vsem pacientom poskušam razložiti, da so tveganja majhna, ampak da so pa. Posebej, ko gre za neki revizijski poseg, ko gre za drugi poseg, tretji poseg, pač verjetnost določenih zapletov narašča. Ne, da bi želel kogarkoli strašiti, sploh ne gospe, ampak ko pride do zapletov, je prav, da pacienti tudi vedo že vnaprej, da so možni, ne, da niso na koncu presenečeni. Ne. Seveda si pa ne želimo teh zapletov, ne mi kot kirurgi, ne pacienti, ker dejansko vse nas boli glava, tako da poskušamo absolutno stran od vseh zapletov in glede na to, koliko operacij se naredi v Sloveniji na hrbtenici, so zapleti sorazmerno redki. Tako, hvala za vaš izčrpen odgovor. Verjamem, da je tudi naša gledalka zadovoljna. Zdaj bi vas pa povprašala še o tem. Prej ste opisali, kako izgleda sam minimalno invazivni poseg, kako ga upravljate. Zdaj pa beseda o okrevanju. Kako dolgo običajno traja bolnišnična oskrba, kako dolgo je potreben bolniški stalež, ali mora biti sledi tudi kakšna fizikalna terapija ali zdraviliško zdravljenje. Kako je to v praksi urejeno? Načeloma poskušamo dejansko paciente naslednji dan se vstanejo, začnejo hoditi, nekako po 3 dnevih zapustijo bolnišnico. Doma jih spodbujamo k temu, da morajo čim več hoditi v naravi, po več kilometrov dnevno, tudi ležanje načeloma je v redu, vsekakor pa naj se izgibajo sedenja. Sedenje je za samo hrbtenico zelo naporna dejavnost, čeprav se malo smešno sliši. Nekako po 6 tednih, odvisno od tega, kako invazivni je bil poseg, gredo pacienti ponavadi v zdravilišče, kjer jih pa dvignejo na neko naslednjo stopnjo funkcionalnosti. Predtem jim je odsvetovano kakršnokoli dvigovanje, kakršnokoli pripogibanje.
iz dveh razlogov. Prvo je, ker poveča bolečino, drugi razlog pa je, da lahko pride do razmajanja teh vijakov, ki smo jih vstavili. V 6. sceni se naredi ena čvrsta brazgotina, ki načeloma ščiti tudi ta del hrbtenice. Potem v zdravilišču dejansko deluje cel sistem protibolečinsko, pa tudi funkcionalno, da dejansko pacienti ponovno zaživijo tako, kot so zaživeli prej. In po zdravilišču imajo kontrolni pregled, kjer prekontroliramo položaj vijakov in če je vse v redu, gredo pacienti lahko nazaj v službo. Se pravi, do takrat je bolniški stalež. Odvisno tudi dejansko, kaj pacienti delajo. Pacienti, ki so nekako v težkem fizičnem delu, kjer dvigujejo stvari težje od 50 kg, in seveda ta bolniški stalež ponovadi nekoliko podaljšamo iz tega razloga, da ne bi bile bolnice prevelike, da bi ves tisti naš trud šel v nič, bi pacient se znova pojavil z nekimi težavami. Tisto kakšen mesec tudi podaljšamo. Tako. Verjamem, da ste rezultate te več kot uspešne metode predstavili tudi na različnih mednarodnih kongresih in jo na tak način ponesli tudi v svet. Ali razpolagate s podatkom, če po vaši metodi danes operirajo tudi drugje, ali ste v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru na oddelku za ortopedijo še vedno edini? Že prej ste sicer omenili bolnišnice po Sloveniji, da že imajo mikroskop. Kaj pa ta metoda? To metodo dejansko uporabljajo v Splošni bolnišnici Celje, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, tudi smo jo predstavili recimo v kliničnem centru v Nišu, kjer so jo pričeli uporabljati. Dejansko je to bolj ali manj to, koliko jaz sem seznanjen s tem. Na tem mestu pa želim poudariti še to, da na vašem oddelku to tehniko še vedno s pridom uporabljate, pa ne le to, jo tudi na nek način posodabljate. Nam lahko poveste še kaj več o tem? Ja, dejansko, ko sem recimo jaz prišel iz enega kroženja v Kanadi, kjer sem videl mogoče eno modifikacijo te metode, že predtem je padla ena ideja, da bi mogoče mi poskušali to narediti še z nekoliko manj rezi oziroma poškodbe tkiva. In dejansko poskušamo zopet, to je pa še bolj izolirana skupina pacientov, ki so za ta poseg primerni, da dejansko stopimo enako, kot sem prej razložil, skozi eno stran in skozi tisto 3-4 cm kožni rez vstavimo še dva vijaka, na drugi strani pa ne vstavimo več nič. Se pravi, da na drugi strani ne vstavimo več nobenih vijakov, to ima pacient na koncu en tak rez samo na tej strani. En kolega ravno kar dejansko zaključuje doktorsko dizertacijo iz tega namena, tudi ena kolegica radiologinja v bistvu raziskuje vpliv, ali je potreben fiksacija na obeh stranih ali ne. Dejansko so rezultati zelo obetavni. Tako, z gledalci naše oddaje Halo zdravnik pa želim deliti še eno dobro novico in zgodbo o uspehu. Na oddelku za ortopedijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ste namreč kot prvi v Sloveniji opravili tudi minimalno invazivno zatrditev sakroiliakalnega sklepa s posebnimi trikotno oblikovanimi titanijevimi vsadki. Tudi to drži. Tudi to drži. In kdaj se je to zgodilo? Prva operacija je bila lani, mislim, da avgusta. Dejansko je ideja o tej operaciji nekako tlela že mogoče 2 leti, vendar preden se nekako mi tudi kot kirurgi seznanimo z posegom, z pravilnimi indikacijami, da dejansko res želiš, da je tudi pravilni pacient izbran, ki odgovarja vsem tem kriterijem. V tem primeru smo pač nekoliko dlje čakali, smo pa potem avgusta ta poseg opravili, gospa je bila zelo zadovoljna, dejansko smo imeli presenečenje, kako hitro je rehabilitirala tudi. Od takrat smo naredili še 4 posege, jeseni nadaljujemo naprej. Stvar je v tem, da preden se odločimo za ta operativni poseg, je tudi nekoliko daljši proces diagnostike, ki vključuje tudi blokado tega sklepa pod kontrolo rentgenskega očevalca, ki jo pri nas opravlja na oddelku za radiologijo. In dejansko se potem to treba beležiti, uspeh tega zdravljenja, da dejansko lahko pristopimo k operaciji. Odlično, o tem bova govorila tudi v nadaljevanju. Sedaj bomo pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni, izvolite. Najprej bi oba lepo pozdravila, pa gospoda zdravnika bi vprašala. Jaz sem že bila leta 2011 operirana
na hrbtenici tu na 4, 5, ne. In zdaj pa se mi je drugoče ponovilo in komaj hodim, pa ko tak grem, mislim, tudi grem, se mi ta v glavi vrti. Kaj je to? Ja. Sprej, gospa je bila nekaj operirana na L4, L5 nivoju, očitno. Predvidevam, da je gospa nekoliko starejša, verjetno ima neka utesnitev spinalnega kanala. Lahko, da se tam ponovila ponovno stenozo, ponovno je prišlo do kakršnekoli kompresije, vendar ta omotica ni povezana z tem istim problemom. Velikokrat hodijo pacienti k nam z omoticami, z vrtoglavicami, z namenom, da naj pokažemo, kje na hrbtenici je ta vzrok. Tega vzroka na hrbtenici ni. Se pa pogosto, po nekje 70 letu pridruži veliko nekih drugih obolenj, od tistih klasičnih, od arterijskega pritiska do sladkorne bolezni, ki velikokrat zameglijo tudi klinično sliko in pač povzročajo, da pacienti dejansko trpijo bolj, kot bi pa samo zaradi nekih težav s hrbtenico. Hvala. Če dovolite, bi sprejeli še en klic. Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer. Gledalka iz Maribora. Ja, kar izvolite zastaviti vprašanje. Jaz bi zdaj tu prebrala pa hrbtenico. Bi doktora vprašala, kaj to pomeni. Lobalna hrbtenica ima malo poudarjeno lordozo, videti je prehodni luberkosakralni in tokosakralni segment, ki sta videti asimetrična. Kolikor je mogoče oceniti asimetrično lumbarizar S1, ki ima desni stranski ostranek sakralne morfologije L1, pa ima le na levi strani rebro. Natančneje ocenjena morfologije mogoče na radiogramih. Videti je manjše degenerativne deformatne spremembe, majhno robno osteoto, apozicije. Pol pa lobalne diskusiji od L1, 2 do L4, 5 imajo še ohranjeno višino in konturo, ni videti patoloških sprememb, diskalnih izobčenj, ki povzročajo zožitev spinalnega kanala ali formona. Lobalni diskus L5, S1 ima ohranjeno višino, diskalna kontura je malo izobčena na celotnem obodu, več na desni strani. Pridružene so degenerativne spremembe malih sklepov. Degenerativne spremembe povzročajo zmerno zoženje kanala, bolje zožen desni recez. Zmerno zoženje desnega in blago zoženega delnega formala. Kaj to pomeni? Ja, podali ste kar izčrpno poročilo. Poudarjena ledena lordoza, to dejansko ne pomeni nič drugega, kot da je hrbtenica nekoliko bolj takole ukrivljena, kot je tisti normalni sprejet dogovor. Potem pa očitno obstaja ena določena deformacija oziroma anomalija v hrbtenici, kjer je eden izmed teh trnastih odrastkov združen za samo križnico in tu zgoraj na drugi strani en iz teh prečnih odrastkov združen z rebrom, ki ga pa seveda tule na modelu nimamo. Ostali del vašega izvida je zelo tipičen na izvidih magnetne resonance in velikokrat pacienti pridejo v ambulanto z istim vprašanjem kot gospa, da dejansko jim razložimo, kaj vse te tujke pomenijo na izvidu. In dejansko potem, ko dobijo odgovor, ne gre za kakšno posebno patologijo, nekaterim odleže, drugim pa niti ne. Dejansko vse to, kar ste sedaj opisali, gospa, gre za ene obrabne spremembe v predelu tukaj zadaj, tehle fasetnih sklepov, v predelu tehle ploščic, ki so nekoliko izbočene v predelu spinalnega kanala in ki do določene stopnje lahko tudi utesnijo živce. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je potreben pregled pri nekomu, ki se na to spozna. Se pravi, sama stenoza spinalnega kanala, sama hernija medretenčne ploščice
ni po svoje nič kaj posebnega, dokler ne povzroča težave. In treba je tisto pravo korelacijo med klinično sliko in med magnetno resonanco in zato smo potem tu mi. Tako. Če dovolite, bi sprejeli še en telefonski klic. Dober večer, kdo je z nami? Anica. Ja, lepo pozdravljeni. Kar izvolite zastaviti vprašanje? Ja, zdravnika bi rada vprašala. Lansko leto so mi gotovili, da imam zdrs med 4. in 5. vrtencem in da je to hernija. Prvič slišano za to ime hernija in da sem bila zdravljena dvakrat, recimo terapije, ki mi jih je zdravnik predpisal in bolečine so med jemanjem tablete in terapije mi popuščale, ampak te bolečine ne grejo nazaj. Meni se non-stop pojavljajo, grem po stopnicah, sam Bog ve, da bi pa nesla 2 ali pa 3 litre vode, to ni za prenest. In zdaj me pa zanima, ker so mi dali terapije, koliko je imel zdravnik, ostale prostovoljno plačala, a je to ozdravljivo, brez operacije ali ne? Samo to me zanima. Hvala lepa. Dobro vprašanje, zelo pogosto vprašanje dejansko. Hernija medvetenčna ploščica je zelo pogosta stvar. Se pravi, od nas, recimo tule v studiu, lahko rečemo, da več kot polovica od nas ima hernijo, pa mogoče te ne vemo. Zopet, problem je, kadar dela težave, tako kakor pri gospe. Kadar so te težave zelo izrazite, kadar je bolečina v nogi, na primer, zelo huda in ne mine tudi po fizikalni terapiji, kot pri gospe ni minila, je seveda na mestu tudi operativno zdravljenje. Nekako se poskušamo držati smernic, da dopustimo nekako čas 3 mesece, da sama hernija se ali razgradi ali umakne. Dejansko točnega mehanizma ne vemo, ampak velikokrat hernija medvetenčne ploščice neha boleti po nekaj mesecih. Če pa ta bolečina vztraja več kot 3 mesece, pa nekako pride v poštev tudi operativno zdravljenje, saj so študije pokazale, da če je bolečina prisotna več kot pol leta, je ta bolečina se pogosto spremeni v kronično obliko, kjer tudi operacija več ne pomaga. Govorimo o neki hudi bolečini v nogi. Velikokrat pa hernije povzročajo neko bolečino v križu, ki pa niti ne vemo točno, če je to od te hernije. Zato je zopet ponovno potrebna dobra korelacija med klinično sliko in samo magnetno resonanco. Bi pa na tem mestu mogoče omenil to, da tudi hernije medvetenčnih ploščic, ne bom rekel, da so ozdravljive, vendar simptomatika, ki jo povzročajo, je obvladljiva. Posebej pri teh kroničnih oblikah, ki se občasno pojavljajo se te bolečine ob nenadnih gibih, nekih prisilnih položajih in na tem mestu treba poudariti, da redno upravljanje vaj za jačanje, se pravi, mišičnih struktur trupa bistveno pripomore k temu, da dolgoročno ni toliko težav. Za gospo bi najboljše bilo verjetno, da se obrne na specialista, ki bi ocenil, kakšno zdravljenje je bilo pri njej najbolj primerno. Hvala lepa. Mi imamo pa še enega klicatelja. Dober večer. Dober večer, Emilija tukaj. Jaz bi povprašala za Ljubljano. V Ljubljani še po starem delajo. Jaz imam stenozo spiralnega kanala 4 pa 5. Pa predvidevam, da vas zanima, če v Ljubljani že upravljajo minimalno invazivne posege na hrbtenici ali še ne? Tako bo rekel, za samo stenozo spinalnega kanala, dejansko je že tudi klasični poseg minimalno invaziven. Zato, ker dejansko odprtina, ki jo potrebujemo za to, da opravimo operacijo, ni tako velika. Dejansko v Ljubljani opravljajo zelo veliko operacij stenoze spinalnega kanala, ker v bistvu pristopijo nekoliko prav tako kožni rez je nekako na sredini, vendar pristopijo od strani in ne odstranijo celega vrtenca, ampak samo recimo polovico in potem ob strani tudi v bistvu ta del kanala. Ta dejansko, odgovor na vaše vprašanje je, da tudi v Ljubljani upravljajo takšno obliko minimalno invazivne operacije za dekompresijo spinalnega kanala. Tako, hvala lepa. Pa imamo še nekoga na telefonski liniji. Dober večer. Lepo pozdravljeni, dober dan, izvolite. Dober večer. Jaz bi mnenje ortopeda, bi sem to prebrala, kar imam, da mi pove mnenje. Nakazana silvestrofleksna devlacija, LS, hrbtišča, anastrolisteza
L3 glede na L4 in L4 glede na L5, vsakega na cirka 5 mm, degenerativno, izrazito zožen prostor L5 skozi S1, potem je zmerna spondilatroza od L3 do S1, pa imam pa še rentgen obeh kolkov, nakazana minimalna displazija kolkov in le nakazane degenerativne spremembe. Kaj to pomeni? Če gremo od zadaj naprej, spravi vaši kolki so nekako izven tistih normalnih mej, nekoliko displastični, vendar, kot sem razbral, nekih večjih artrotičnih sprememb, spravi obrabnih sprememb, ki bi zahtevale operativno zdravljenje z področja kolkov, ni. Kar se pa tiče tistega dela hrbtenice, pa dejansko gre za en izvid, ki je tudi kirurško načeloma zelo pomemben. Ta anterolisteza, o kateri je gospa govorila, gre pa v bistvu za zdrs vretenca, pravi celotno vretence zdrsne naprej, recimo za 5 mm, pa to vretence tudi zdrsno naprej za 5 mm. In s tem pride do utesnitve živcev v zadnjem delu. To pogosto se bolečine iz leta v leto stopnjujejo, dokler ne pride nekako do te mere, da si pacienti želijo neke trajne rešitve in operativni poseg, ki se v takih primerih tudi naredi, zahteva tudi uporabo inštrumentacije, se pravi zatrditve večjih nivojev hrbtenice. Gospa, verjetno imate tudi kar nekaj težav z hrbtenico oziroma z nogami. Gospe več ni na liniji, ampak verjamem, da je bila zadovoljna z vašim odgovorom. Hvala lepa. Tako, midva sva na zadnje med najnim pogovorom govorila o minimalno invazivni zatrditvi sakroiliakalnega sklepa. Tudi lepo nazorno ste pojasnili in pokazali, zakaj pravzaprav gre, pa me zanima, če bi ga lahko še pokazali na tem modelu. Se pravi, sakroiliakalni sklep, čisto tehnično gledano, ni del hrbtenice, ampak je v bistvu del med križnico in med medenico. Se pravi, medenica je dejansko en skupek kosti, ki imamo, se pravi, na vsaki strani imamo eno medenično krilo, spredaj imamo eno taki hrustančni obroček, simfizis pubis, zadaj pa je ta križnica in ta križnica stopa v kontakt z samo medenico, na vsaki strani z enim takšnim v obliki L črke oblikovanim sklepom. In če se ustaviva še pri njegovih disfunkcijah, posledica česa so? Ja, sam sakroiliakalni sklep je lahko poškodovan v neki prometni nesreči, pride do zloma, takrat seveda to prevzamejo kolegi traumatologi, ki odlično to zatrdijo, se stvar zaceli in stvar funkcionira in pacienti funkcionirajo odlično naprej. V zadnjih mogoče 10-15 letih pa je vedno več tudi poudarka na nekih kroničnih bolečinah v zadnjem delu, nekje v križu, ki pa jih ne moremo ravno opredeliti kot bolečina v hrbtenici. Pri določenih pacientih lahko pride do bolečine v sakroiliakalnem sklepu ob neki poškodbi, ob nekem padcu, tudi po prometni nesreči, ker ni bilo nobenega zloma. Prišlo je pa do izrazitega natega teh ligamentov oziroma vezi, ki obdajajo ta sklep, tukaj jih nimamo. In dejansko ob hoji in ob stoji recimo na mestu se dejansko ta sklep zelo trpi, se zelo podaja. Normalen obseg giba v tem sklepu je nekje 5 stopinj, ni neki sklep, ki bi se zelo gibal, kot naprimer komolec, ampak kljub temu je to dovolj, glede na to, da nosi celotno težo telesa, da lahko povzroča bolečine. Veliko je tudi pacientk po porodu, pri porodu namreč se medenica razširi, to je en fiziološki pojav in včasih ta razširitev več ne pripelje do neke tiste stanja, ki je bil pred porodom in bolečine se potem, po tretjem porodu pa več niste mogla, me tako hudo bolelo. Da je potem potrebna nadaljnja diagnostika in tako naprej. Ali obstajajo kakšne preventivne smernice, ki jih poznate ortopedi in jih svetujete vašim bolnikom, pa tudi morda našim gledalcem in gledalkam, kaj bi lahko naredili v izogib hrbteničnim boleznim? Predvidevam, da vendarle nekatere obstajajo, pred katerimi se lahko zavarujemo. Zelo dobro vprašanje in tudi odgovor na to vprašanje zajema večino mojih minut v ambulanti. Se pravi, še vedno je naš cilj, da se pacienti zaščitijo pred določenimi bolečinami, če seveda so za to zainteresirani. V prvi fazi mi paciente pošljemo na fizikalno terapijo, ne toliko z namenom, da bi
in bilo samo boljše, ampak da bi dolgoročno postavili neke zdrave temelje, da se naučijo, kako pravilno upravljati vaje za jačanje mišic stabilizatorjev trupa, ki jih potem najredno upravlja tudi v domačem okolju. Redno pomeni vsakodnevno, 20 minut do 30 minut, in to ni tako enostavno, kot se sliši. Veliko pacientov, ko ima bolečine, vaj ne more delati, ko pa bolečin ni, pa tudi motivacije prave ni. Ob tem pacientom svetujemo tudi, kar se tiče dvigovanja bremen, obračanja, vstajanja iz sedečega položaja, da se v bistvu pred vsakim nekim spremembo položaja ustrezno krepi to muskulaturo, se jo zategne, se popek stabilizira in potem je vse lažje. Če se tega pacienti držijo, je tudi teh ponavljajočih se bolečin v križu bistveno manj. Kaj pa, ko enkrat nekateri bolniki že doživijo, preživijo prvo operacijo hrbtenice, se pogosto zgodi, da je potrebna še kakšna? Res je. Mi si seveda želimo, da je operacija na hrbtenici prva, zadnja in edina. Vendar žal vedno ni tako. Včasih seveda smo mogoče malo precenimo naše zmožnosti pri samem operativnem posegu. Včasih enostavno gre sam potek bolezni naprej. Se pravi, kot smo že danes slišali tudi, operacija je bila uspešna, gospa je klicala, operirala na 2 pred 15 leti, je bilo predvidevam, da vsaj 10 let dobro, potem pa se stanje začne spet počasi slabšati. Včasih recimo operiramo en nivo, pa čez 7-8 let pride do bolezni zgornjega nivoja in je potrebna ponovna operacija. Sicer s prvo operacijo je bilo vse v redu, ampak je sosednji nivo tisti, ki potrebuje operacijo. Recimo zelo pogosta operacija, ta hernija disci, o kateri se zelo veliko govori, tudi dejansko nosi s sabo eno možnost po svetovni literaturi od 7 do 10% ponovitev. In tudi to je prav, da pacienti na način vedo, da od tega lahko pride. In tudi nobena kriza, se pač ponovno isto pristopi, ampak te stvari dejansko moramo biti pošteni. Tako. Najlepše se vam zahvaljujem za vse vaše znanje in uspehe, ki ste jih nocoj podelili z nami. Želim vam še veliko veselja, zavzetosti pri vašem delu in verjamem, da so vam vaši bolniki iz srca hvaležni za vse vaše minimalno invazivno opravljene posege, ki ste jih že opravili in ki jih boste še v prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo. Tako hitro je minila ura našega druženja, v kateri smo govorili o minimalno invazivnih operacijah za odpravo bolečine v križu. V studiu sem gostila pionirja z tega področja, docenta dr. Gregorja Rečnika, doktorja medicine z oddelka za ortopedijo UKC Maribor. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji teden, ko bomo govorili o multipli sklerozi. V studiu bom gostila predstojnico oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor, izredno profesorico dr. Tanjo Hojs Fabijan, doktorico medicine, specialistko nevrologije. Bodite z nami, lahko noč!